Pozdravljeni. Pred kratkim je Lewis Hamilton izjavil, da so bolidi Formule 1 vse večji in vse težji in po njegovem mnenju energetsko neučinkoviti. Danes si bomo pogledali, zakaj so bolidi zmeraj težji in večji in ali ta dvig na teži posledično ima negativne vplive tudi na tisto učinkovitost, o kateri govori Lewis Hamilton. Lewis Hamilton je o tej problematiki spregovoril v resnici že pred leti. Kolikor se dobro spomnite, je objavil na svojih socialnih mrežah primerjavo med njegovim tedanjim Mercedesom in McLarenom, v katerem je začel svojo zgodbo v Formuli 1. In seveda ni potrebno biti nek inženir, da se takoj opazi razliko. Danes se bomo ukvarjali s tem, zakaj je masa bolidov toliko narasla v 3 desetletjih, ko bomo videli primer, in seveda, kakšne posledice ima to. Zakaj govorim o 3 desetletjih? Namreč za iztočno točko bomo vzeli McLaren iz leta 1991, MP4/6. Tisti bolid, s katerim je Ayrton Senna dosegel svoj zadnji naslov svetovnega prvaka in po mojem mnenju zadnji bolid, kjer še ni tako prevladovala elektronika. Seveda lahko bi šli do leta 1950, a za to primerjavo menim, da je ta iztočna točka 3 desetletja nazaj tista prava. V McLarenu smo videli atmosferski motor Honda konfiguracije V12, prostornine 3,5 litrov, kar nam da nek občutek, da je dvakrat tisto, kar imamo danes kot motor z notranjim izgorevanjem v bolidu Formule 1. Zaokroženo seveda. Gre za znani motor RA121E, kateri je proizvedel približno 730 konj. A kar je zanimivo, je masa 575 kg. Kolikor primerjamo s tisto, ki jo vidimo danes v sezoni 2021, je ta 752 kg, torej zaokroženo 170 kg več, oziroma več kot 170 kg razlike. Vsakdo izmed nas bi si tako na prvi pogled predstavljal, da bi morala masa se zmanjševati skozi čas zaradi razvoja boljših materialov, boljših standardov konstrukcije. A videli smo kar ogromen porast. In seveda v mnogih virih smo lahko opazili, da so razni avtorji primerjali bolide iz različnih zgodovinskih obdobij ter tako prikazali, kako so se ti skozi čas večali. In seveda, svoje imajo prav. Kolikor gledamo najmanj dolžino, je očitno, da se je ta povečevala skozi čas. Ostanimo za trenutek pri masi. Najprej zanimivost kot običajno. V tehničnem pravilniku za sezono 2021 govorimo o teži, v tehničnem pravilniku, ki je že dostopen za sezono 2022, pa o masi. A bistveno je nekaj drugega. Od kdaj imamo tako velik porast? Če vzamemo tisto našo začetno točko leto 1991 in maso 575 kg in gremo malce naprej čas, bomo videli, da leta 2007, ko je zmagal Kimi Räikkönen, je imel njegov F2007 600 kg, torej 25 kg, ni tak porast, kot bi si lahko mislili. A v zadnji sezoni pred uvedbo turbohibridnih pogonskih sklopov 2013 imel tisti Ferrari F108
30 pridodan tudi hertz. Ta je proizvajal 60 kW, polovico tistega, kar doda MGUK danes. No, masa 642 kg, slabih 50 kg več od tistega, kar smo videli pri sezoni 2007. No, naslednje leto 2014, ko smo prvič videli turbohibridne pogonske sklope in tisti električni del je skozi MGUK pridodal 120 kW, to se pravi enkrat več kot hertz, je masa narasla za 50 kg, 691. No, seveda, številke, ki vam jih pravim, kar se tiče povišanja, jemljite zaokroženo, da se ne bomo izgubljali v podrobnostih. A videli smo lahko, da s tem, ko se je električno-hibridni del praktično podvojil, kar se tiče moči, se tudi tisti porast mase podvojil. Iz 50 smo prišli približno na 100 kg. In seveda leta 2017 SF70H 728 kg. Na to je prišel tudi Halo, tisti varnostni lok, katerega teža je 7 kg in še bi lahko našteval, namreč varnostni standardi so se izboljšali, postali so bolj strogi, materiali pravzaprav so ostali isti. Tako lahko zatrdimo, da smo danes tudi zaradi tega prišli na tistih 752 kg. Torej iz obeh zornih kotov moramo gledati na porast. Eni strani zaradi izboljšanih varnostnih razmer, drugi strani zaradi prepovedi razvoja določenih materialov. Dodajmo še turbohibridne pogonske sklope in seveda ti imajo več elementov, imajo svojo maso in enačba je jasna. A vrnimo se za trenutek zopet k Lewisu Hamiltonu. Namreč on tudi ni trdil, da se je samo masa povečala, ampak tudi zunanje dimenzije bolidov. Dal je izjemno zanimivo primerjavo. Namreč na uličnih dirkah, kot je ona v Monaku, je zmeraj težko prehitevati. S tako velikimi bolidi, kot so na razpolago danes, je pa skoraj nemogoče. Parafrazirano tisto, kar je povedal Lewis. In sedaj se bomo lahko začeli spraševati, so se res toliko povečali bolidi? Zdaljšali so se? Zagotovo. Namreč, če pogledamo tisti McLaren in ga primerjamo z današnjim Mercedesom, bomo kaj hitro ugotovili, da v povprečju so današnji bolidi daljši približno za 1,20 cm. Zopet zaokroženo, kajti tudi med raznimi bolidi imamo več kot očitne razlike v medosni razdalji in posledično v celotni dolžini. Kar se tiče same širine, pa ni res. Namreč McLaren MP4/6 je imel maksimalno širino 2,12 cm, tem ko danes smo na 2 metrih. Bolidi so daljši zaradi turbohibridnega pogonskega sklopa, ki ima več elementov in zaradi aerodinamične prednosti jih spravijo v dolžino te elemente in ne v širino. Vsakdo si lahko pogleda, kakšen del ravnega dna je viden iz vrha in tudi to je razlog, zakaj so bolidi tako dolgi. A širši niso, vsaj v tem primeru, v tej primerjavi. A vseeno daljši bolid pomeni tudi bolj oporen bolid, kar posledično pomeni, da v tistih ozkih zavojih ima voznik več težav, da ga hitro spravi skozi. In sedaj se moramo vrniti na začetek, na tisto izjavo Lewisa Hamiltona, ki je bistvena za razumevanje celotne dileme. Namreč Lewis govori,
da zaradi tega, ker imamo predvsem težje bolide, so ti energetsko neučinkoviti. Porabi se preveč energije, da se praktično pospešuje visoko maso. Kolikor bi imeli lažje bolide, bi porabili naprimer manj goriva za dosego iste hitrosti in to bi bilo dobro tudi za okolje. Znana je Lewisova skrb za okolje. A videli smo, da praktično porast mase je odvisen prvič od sistemov za varnost voznikov in sedaj nisem prepričan, ali je kdo pripravljen v Formuli 1 znižati varnostne standarde. In drugi faktor porasta so enostavno turbohibridni pogonski sklopi. Zopet se bomo vrnili na tisto primerjavo med današnjim časom in letom 1991. Že prej omenjeni McLaren MP4/6 je imel rezervoar 220 litrov. Danes vemo, da je količina goriva omejena na 110 kg in če to maso pretvorim v litre, v nekih normalnih razmerah, dobimo vrednost okrog 150 litrov. Malce zaokrožimo, vidimo, da danes bolidi s tem, da imajo turbohibridne pogonske sklope, porabijo 70 litrov goriva manj kot 3 desetletja od tega. In ukolikor pogledamo čase nakrog, so ti seveda bistveno boljši. Logično, 3 desetletja so vmes in tudi tehnologija je šla naprej. Torej, v svoje Lewis Hamilton ima in hkrati ima prav. Namreč, kolikor bi se rekli turbohibridnemu delu v pogonskem sklopu, bi lahko po eni strani za dosego enakih časov nakrog nekako porabili več goriva. Čeprav s tem, ko bi zmanjšali maso, bi bilo lažje pospeševati bolid in bi bil ta prav tako hiter kot sedaj. In z nižjo maso bi bila tudi poraba manjša. Sedaj, zanimivo je vprašanje, kaj je bolj smotrno, ali razvijati moderne turbohibridne tehnologije ali enostavno zmanjšati maso in tako prihraniti pri gorivu, ki se porabi med dirko in posledično vidimo manjše onesnaževanje. Kot sem povedal, zanimivo vprašanje Lewisa Hamiltona in to razmišljanje nam kaže, v kakšno smer gre FIA. Kot sem že povedal, v naslednji sezoni z novim pravilnikom bomo videli zopet strm porast mase, 790 kg, kar je ogromno, še posebej, če primerjamo s tistim, kar smo videli leta 1991. A po drugi strani velja to, da ukolikor imamo tisti omejen proračun, res ekipe nimajo sredstev, ki bi jih lahko namenjale za razvoj. In ukolikor imamo visoko postavljeno tisto mejo, mislim, da bo vsak dvakrat premislil, ali bo šel razvijati določeno komponento in na to dodal uteži, ali bo zadeve pustil take, kot so. A vseeno tudi Lewis Hamilton je odprl, po mojem osebnem mnenju, zanimivo vprašanje. Namreč toliko se govori o okolju, o zmanjšanju porabe, o čistejših bolidih Formule 1, a po drugi strani se zvišuje maso, kar posledično hočeš nočeš, gre v tisto smer, se bolj onesnažuje. Vsakdo izmed vas ima lahko seveda svoje mnenje in upam, da v komentarjih bomo dorekli še kaj. A zaenkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.